Dragi gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli na spletnem portalu info360.si. V današnji uri resnice z menoj naša stalna komentatorja Peter Jančič in pa Boštjan Turk, lepo pozdravljena. Dobar dan. Ja, zdaj nadaljujemo seveda z komentiranjem te nastale situacije po nedeljskih parlamentarnih volitvah. Ampak zdaj za uvod bi jaz postavil recimo dve tezi, ki jo večinski mediji, tako se meni zdi, pa mislim, da tudi drži, nekako nočejo videti. Ne. Prva teza je to, da je levi pol izgubil parlamentarno večino, se pravi sedanja vladna koalicija, pa odhajajoča vladna koalicija, Gibanje Svoboda, Levica in pa Socialni demokrati nimajo več večine za sestavo vlade, imajo 40 poslanskih mandatov. In druga teza je ta, da je problem recimo za sestavo neke vlade, ki bi šla čez politična pola, ni samo stranka Levica, kot je zadnjič pač Anže Logar izjavil, da demokrati ne grejo v vlado z Levico, ampak da je tudi problem mandatar, ki bi ga postavila Levica, se bo levi pol, in to je Robert Golob. Ne. Da. Zdaj, Peter pa Boštjan, zakaj mediji tega nočejo videti? Ja, zato, ker... Zakaj še vedno nekako mislijo, da se da sestaviti večinski mediji, da se da nekako sestaviti neko levo vlado za neko tiho podporo resnice Logarja in podobno? Ja, zato, ker pač mediji so pač mi sploh nimamo medijev z izjemo nekaterih recimo izjem, kot rečem, ki smo zdaj tukaj recimo, ne, to niso mediji, to so pač PR-ovske službe določenih, bi rekel, zakulisnih akterjev. Ne, številke so številke, ne, Boštjan? Številke so pa številke in številke povedo to, ne, mislim, čist en sam komentar teh volitev obstaja. Namreč to, da ob neverjetni moči, ki nikoli še tranzicijska levica ni demonstrirala take moči pred nekimi volitvami, ob posedovanju vseh večinskih medijev, ob grobem zlorabljanju najbolj vitalnih institutov slovenske države, recimo Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, ne, ob vsem tem je levica ne samo, da ni zmagala volitev, ampak je bila na volitvah poražena, zato ker je situacija za en mandat ali pa dva mandata celo zdajle tako v prid desnici. Če pa upoštevamo tri mandate celo. Če pa upoštevamo programsko sorodnost in upoštevamo to, da je program Zorana Stevanovića oziroma stranke Resnica celo bolj konzervativen in desen od programa SDS-a in da zelo nedvoumno in jasno govori, da nobenega davka na premoženje, nobenih davčnih obremenitev, nobenega davka na nepremičnine, potem imamo pač čisto jasno, če upoštevamo programsko shemo tega, imamo čisto jasnega zmagovalca, ki je pač desno-sredinska opcija, še ob tem, da brez Zorana Stefanovića te stranke, se pravi stranke recimo Evropske normalnosti ali pa nekdanje Demosove stranke, so dosegle najboljši rezultat v celotni zgodovini, celo boljši po številu glasov, celo boljši od leta 2011, tako da je zdaj nastala neka pad situacija, podobna, kot smo se prej pogovarjali letu 96, kot je rekel Peter, samo s to razliko, da je zdaj pač stvar taka, da se je manevrski prostor levice za ponarejanje, za kupovanje, za karkoli, a ne bistveno zmanjšana. Zakaj? Zdaj je teže dobiti puckatelj, kako vzemo puckatelj? Ja, zato ker, to sem že večkrat rekel na predstavitvah svoje knjige za molčane strani, zdaj sem jih kar nekaj imel v tem tednu, ker vsaka stvar, vsak dogovor, ki bi ga recimo naredili v tej smeri, ne, da bi kupili enega poslanca, bi bil naslednji dan objavljen na Požareport. To sem tudi javno rekel in to sem prepričan. Nemogoče je v tej Sloveniji karkoli zdaj takega skrit. Ne, ja, samo nemogoče karkoli takega skrit. In sem skrili. Hočem reči. Ampak je Boštjan tukaj ena, se počujem, da skače, ampak to bi bilo verjetno res, ne bi bilo ostalo skrito, ampak videl sem, da mediji celo tako, zdaj ko tem poročajo, jemljajo to kot neko tako normalno dejstvo, ne, da bi zdaj Golob enega, dva ali pa celo tri poslance kupil. Tako se poroča. Ena zadeva, ki je vsem jasna, nihče, najmanj pa Logar, ne more psihološko zdržati tega, kar bi se na njim usulo. To se je samo enkrat se to zgodilo, oziroma dvakrat. To sta naredila Ciril Pucko in Gregor Virant. In oba sta bila dobesedno nuklearno izničena. Jaz od krščanskih demokratov vem, ne morem govoriti, kaj se je Pucko v družini zgodilo, se pravi nekaj mesecev za tem, ki je to naredil, sem tega ne morem govoriti. Vem pa vse, ker se zgodilo se pa je. Ja, zgodila se mu je pa najhujša možna katastrofa, ki se enemu očetu lahko zgodi. In drugo pa z Gregorjem Virantom. Kje pa je Gregor Virant? Kje pa je? Enkrat mi je Vasko Simoniti... Je bil skozi zub natačil, pa Parizu. Ja, pa je bil lepo. Ampak on je, pač Vasko Simoniti mi je enkrat rekel, zelo predmetno nekaj let nazaj, je rekel, ampak Gregor Virant ne more več nikamor v javnost. On lahko na Tarči, seveda na teh kontroliranih, nastavljenih medijih je lahko, ampak on ne zbere, niti ni zbral na koncu, v finalu svoje politične poti, niti ni zbral
5 ljudi, da bi prišli podpisati akt o likvidaciji njegove stranke. In to je, da kakšen pa pritisk bi se sploščil na recimo Logarja ali karkoli, javnega ogorčenja, to, kar recimo zdaj doživlja Janez Pogorevca, ko zdaj ima spet nove teorije o tem, zakaj Janša ne more biti, je samo predokus pekla, ki bi sledil. Ker ne reči, da je samo na strani SDS-a je 350,000 ljudi. Ne? In kdorkoli, to bi bil, mislim, ne samo politični samomor, to bi bil osebni samomor, ker tega pritiska ti ne moreš zdržati, da bi to naredil. Pa vse bi se zvedel, pa se to je kaznivo dejanje, ne moreš ti poslanca podkupiti. To pač ne gre. Ja, ampak ponovno podajam, da se to očitno medijem zdi tudi možno in povsem normalno, da bi Golob kupil 1, 2 ali 3 poslance. Izvoli, Peter. Ja, zdaj pred volitvami smo videli, da je Golob spretno. Sam da povem, da je Peter nekoliko hipov, ne? Ja, in da se boste mogoče za trenutek slabo razumeli. Ja. Ni nobenega drugega ozadja. Ja. Pred volitvami je spretno zlorabo moč, ki jo ima, torej vpliv na državo, državne institucije za strankarsko propagando, tudi SNAV, Sovo in vse največje medije in s tem dosegel in se s tem izmaknil res hudemu porazu, ki mu je pretil po javnomnenjskih raziskavah pred tem. Zdaj po volitvah smo pa priča nadaljevanju te zgodbe. Mediji na vso moč pritiskajo, da bi iz relativno slabega položaja pač Golob, njegovi mediji izvlekel največ. Zato beremo te zgodbe, ki so, če pogledamo podatke, bizarne. Oni govorijo o veliki zmagi Svobode, ki je v tem, da ima zdaj na mesto 41, nenadoma 29 poslancev. Ne. To je velika zmaga. In pa vidimo, govorijo o hudem porazu Logarja, ki je v tem, da ima na mesto 3 poslancev prej, ne, jih zdaj 6. Ne. Matematično te stvari ne grejo skupaj, ne, ampak to je pač ta narativ, ne, spin, ki ga skušajo narediti. Teh spinov bo še veliko. Dejansko je sicer Golob, razen da je dosegel malenkostno prednost pred SDS na volitvah, hudo zgubil volitve, ne, ker je pač njegova koalicija je padla iz 53 na 40 glasov, ne. Ima pa veliko prednost, ki jo je uporabil že pred volitvami, da obvladuje državna podjetja, ker je vnaprej nastavil direktorje, ne, velik del medijev, to je velikanska moč, ki jo bo probal v tem dogajanju v prihodnje uporabiti in zlorabiti, zato da ohrani oblast. S vsaj večjim delom sedanje koalicije, na to je treba računati. Ne, to je pa del igre, v katero smo. Ne. Zdaj, ko ti praviš, da bo zlorabil oblast, ne, zdaj na nek način, ne, ta Sova je bila očitno res na nek način zlorabljena, to se zdaj vidi, ampak to bo očitno potem po mojem tudi predmet nekaterih preiskav pa postopkov kasneje. Ne. Ni bila samo Sova, bila je tudi kriminalistična služba, ki je sprožila postopke proti 4 poslancem NSI-ja, to je bilo popolnoma jasno. Ja, do tega sem še mislil, pa hoče več to okoli Sove bo verjetno ne zaradi Goloba ali pa zaradi Janša, okoli bo treba nekako razčistiti do konca. Pri Sovi to ni tudi nič novega. Enako se je dogajalo že takrat, ko je Evropa izgubil volitve, ne. So isto zgubili živce in so dali ven tiste prisluhe Janši, ne, ki so v resnici bili prisluhi hrvaškim politikom, ki so bili velika prednost za slovensko državo v pogajanjih o meji. Najprej se je pokazalo, da so se ti Janši povrh vsega zmislili, ker ni bilo nič takega, ne, pa so še druge prisluškovanje, pa splošna, dolgoročna posledica tega je bila, da je država zgubila dostop do odprtega morja in zgubila na celi črti spor o meji. Ne, to je bila posledica neodgovornega ravnanja, ker smo izdali lastne prednosti, ki smo jih imeli, ne, kot država, ki je bila prej v NATO, pa je bila boljše razvita, ne, zaradi nekih strankarskih igrc, ne, ker so pač hteli Janšo sesud, naj stane, kar stane. Ne. Tudi gospoda Evropa je dosti stalo, ker je pozneje moral dosti hoditi po sodiščih in se je komaj rešil, da ni bil celo pravnomočno kaznovan, kar bi mu pa zelo otežilo kariere, ne, ker na teh pomembnih položajih ti ne moreš biti z tako. Ne, in tu imamo zdaj podoben položaj, ne, kjer je, jaz mislim, da šefa Sove, ki je bil v strahu pri tem, da če se vlada zamenja, ne, da potem bo zamenjan, ker je normalno, ne, odneslo in je po mojem šel početi stvari, ki jih ne sme početi, se šel Sove, ne, recimo se iti politično propagando za Svobodo. To je počel, ne. In še počne, to smo še ta teden spremljali. Ne? Še teden, ampak zanimivo, da se, recimo, on je karierni obveščevalec, ne? Tudi ne bi bil zdaj tik pred pokojem in tako dalje. Zanimivo, da se je šel neko tako igro na koncu, ne? Ja, jaz bi ljudem preprosto predstavil, na kak način v bistvu spinajo in goljufajo, ne. En tak spin je, recimo, ko govorijo, da je gospod Aydin, to je ta pred 20 leti sekretar za nacionalno varnost Izraela, ne, govorijo, da je on bil tukaj kot predstavnik Black Cuba, ne, ali pa celo agent Black Cuba, ne.
To je približno tako, kot da bi nekdo govoril, da je Nika Kovač, ko gre v Bruselj, tam predstavnica slovenske vlade ali pa agentka slovenske vlade, zaradi tega, ker vodi pač ta svet za proti sovražnemu govoru v vladi. Ne. Ni, gledajte, gospa ni ministrica, ni šef vlade, ne, ampak je pač to, kar je. Ne. Gospod Ajden ni v službi Black Cube, on je tam samo v enem zunanje političnem odboru svetovalec, ima lastno družbo na tem področju. Ne. In da Sova ta narativ, ne, ki ga je že tak prej prodala verjetno Niki Kovač, ne, zdaj javno naprej širi. Lejte, to je pa čista zloraba obveščevalne službe za spinanje za neko politično stranko in to takšna, da jih ujamemo. To pa, da cela država to vidi, pa se... Ja, čakajte, to je pa politična policija potem. Mi imamo zgodovinske izkušnje s tem. Ne? Ampak zdaj samo to, zdaj obstajajo celo indici, da naj bi Sova ali pa neko službenec Sove, verjetno zato, da bi se mogoče malo zameglila povezava med Sovo in med tem, kar se počne, ne bi tam za Srnjakovi, za tega sedeža stranke SDS, na nekem naslovu, mislim, da številka 6, SDS je na 8, imela neko stanovanje najeto in očitno z nekim namenom vohljanja za opozicijsko stranko. To je pa spet dodatno, bom rekel, problem. To je sicer Janez Janša objavil, da bi zvedel tam ljudi, da je Sova tam imela neko konspirativko. Zdaj, za ta konkreten primer, ta ona... Tudi po mojih virih je temu tako. Ampak da naj bi to izvedli tako, da ni Sova najela stanovanje, ampak ga je tam najel neko službenec Sove. Skratka, veš, da se malo, bom rekel... Za ta konkreten primer je že bolj ali manj jasno, da so spremljali gibanje Izraelcev po Ljubljani pa s pomočjo tega, ker pač imajo telefone, se zdi, ne? In so te informacije potem posredovali predsedniku vlade Golobu, da jih je uporabil za političen spin preko Mladine pa pač Nike Kovač. Ne. Lejte, te informacije se ne zbirajo zato, da bi jih predsednik vlade uporabil v predvolilnem boju za spopad z zlorabo. To je zloraba. Teoretično, recimo, Sova lahko predate informacije, zdaj je pa odgovornost potem na predsedniku vlade, kaj s tem naredi, če onda ven je zloraba Sove. Vse tam je, takrat, ko je šlo za tisto za Janšo, pa Hrvaško, takrat je šlo za ist primer, takrat je gospod Podbregar tudi gospodu Ropu to povedal na ta način in potem je to šlo, najprej je sicer to objavil celo v dnevniku Novinar, tak je bil pozneje na KPK-ju. Rok Praprotnik, šele zatem je v gospodu Vodušku gospod Rop v telefonskem pogovoru, ko je bil rahlo ukajen, mu je ušlo in potem je Vodušek to objavil in izdal te skrivnosti. Isto se je zgodilo kot tukaj. Ni res, da Sova tega ne ve. Ko Sova to sporoči predsedniku vlade, oni sočno vejo, kaj se dogaja in ko je predsednik vlade to uporabil potem za političen boj kot šef stranke, je Sova vedela, da to počne in šef Sove. In ni nič se umaknil tega. Zdaj smo ga še naprej spremljali ta teden v tej isti funkciji. Pa jaz nimam nič proti temu, da oni skrbijo, obratno, oni morajo skrbeti za varnost države, ampak dejansko skrbeti. Jaz se konkretnih dokazov, kar so razširili neko zgodbo in kar je Golob govoril o veleizdaji, da je Janša res najel to agencijo pa neko drugo agencijo in jo plačal za to, da bi te prisluhe naredili, ni bilo popolnoma nobenih. Oni so to sliko ustvarili za potrebe predvolilne kampanje, namerno. Sova in tile. In to pa je, jaz mislim, da groba, pač, to je tudi slabo za obveščevalno službo, če reč, čega ne smejo delati, to ni njihova funkcija. A bo to vojaška obveščevalna služba zdaj začela se iti propagando, ker je tam pač tudi minister iz Svobode. To ni dobro. Tu bi, jaz mislim, da... Ni dobro, to je katastrofa. Ampak tudi to je, tako bom rekel, laično, če pustimo zdaj to tudi ob strani, je pa sploh, bom rekel, neverjetno, da se trdi, da so posnetki, da če nekdo posname, odvetnico Nino Zidar Klemenčič, pa bivšo pravosodno ministrstvo, ki govori o tem, kako pri nas kraljuje korupcija, da je to napad na državo. To pa ni noben zveze z napad na državo. To sem jaz upozoril, ker imamo ta primer, absurdi, ta primer iz Belgije, ker je pa to podjetje dejansko v nekem sporu, ki je bil tam med podjetji, razkrilo koruptivno ravnanje belgijskih oblasti do tujcev, do nekih tajkunov iz vzhodne Evrope, ki so spremenili kazensko zakonodajo in so se na ta način podobni z nekimi posnetki pogovorov na sodišču dokazali,
da je šlo res za korupcijo. Ne. Pazite, tukaj pri nas zdaj govorijo, da gre za obveščevalno službo, ne, ko govorimo o Black Cubu. pa se itak ni Black Cube ni obveščevalna služba. Pa se itak ni dobenih dokazov o tem, da je to Black Cube. Ne pravim, ampak v tistem primeru, ne, oni niso tega zbirali tam, kot se jim učita, ne, da so neka obveščevalna služba za to, da bi, za državo nekaj. Oni so pač razkrili neko korporativno goljufijo za svoje kliente, ne, ki se je res zgodila, v kar je bil vpleten tudi francoski predsednik Sarkozy takrat in je bil velik škandal in so imeli bolj preiskovalno komisijo v Belgiji, so bili ljudje zgroženi, na kak način se tujcem poceni prodaja država, ki so kupili, ker so pač imeli denar in se je spreminjala zakonodaja za potrebe preko nekih lobistov. Kot tukaj vidimo, ta zgodba, ki je v posnetkih, je zgodba o tem, kako se pri nas da vse kupiti. Kako se kupi medije, kako se kupi politike, ne, kako se obvladuje država. In točno ta vzorec, ki ga kažejo ti prisluhi, ne, smo videli pred volitvami. Kako to usklajeno to se zlorabi deluje. Skupaj z vlado. Ti isti mediji, ki jih tam noter najdemo, da se je zato zamenjalo na Darsu, vodstvo, zato da bi Stojan Petrič dobil dodatne posle pa denar, da bi bilo delo pol naklonjeno Golobu. Delo na Somoč, da je naklonjeno Golobu, ga razglaša za velikega zmagovalca. Medtem ko so stranke, ki so pridobile deleže, ki imajo danes več, kot so imele pred 4 leti, strašni poraženci, tam zahtevajo odstope. Tu pri vladni koaliciji, ki je pa dejansko izgubila, pa nič ne slišimo o tem. Pa še to bi dodal, ker se mi zdi zabavno. Svoboda se je še nekako zvlekla, ima za odtenek več kot SDS, sicer daleč od tega, kar je bilo nekoč, ampak pravi žrtvi sta obe manjši koalicijski stranki, njih je pa Golob s tem ravnanjem na koncu zrezal kot salamo. SD je ohranila enako število poslanskih glasov. Izgubila je enega. En sedež je izgubila, glasov pa dobila približno enako, pa ima sedež manj. So imeli dodaten sedež, ki je bila Mojca Pašek. Ne, primerjavi s prejšnjimi volitvami so dobili en sedež manj. Levica pa je ohranila sicer enako število sedežev, so tudi prejšnjič komaj prišli v parlament, so pa skupaj z Vesno dobili zdaj manj glasov kot prejšnjič. Ne, sem hotel reči to, da smo imeli seveda neposreden dokaz, da Black Cube ni povezana z SDS, že pred volitvami, ker je Karmen Švegel šla vprašati, in bilo to, jaz sem to videl na, mislim, da v Dneh oziroma na nacionalni televiziji, to je bil edini trenutek, ko je bila nacionalna televizija recimo nekako objektivna, je povedala, da Black Cube ne sodeluje s političnimi strankami. In druga zadeva, ki je, seveda je to logično, da SDS tukaj zadaj ni imela v bistvu nobenih dejanskih interesov in kdo jih je imel. Namreč neuvrščena politika Golobove vlade, ki je bila pač skregana z vsemi geostrateškimi interesi Republike Slovenije, je si vzela za svojo glavno tarčo Izraela. Recimo ne pozabi, da na steni je 3 mesece bilo napisano na strani največje humanistične institucije v državi: smrt Izraelu, smrt ZDA. 3 mesece je bilo to napisano. In ne pozabi tudi, da so vse institucije, ključne institucije v državi, če začneš z univerzo, se v tem sporu postavljajo absolutno za Palestino in proti Izraelu. To bi še šlo, dokaj to omejeno na Ljubljano. To ni bilo omejeno na Ljubljano, to je šlo povsod po svetu na ključna vzvode odločanja, začenši in končavši z varnostnim svetom Združenih narodov, z nestalnim članstvom Slovenije v varnostnem svetu, ki je bilo v celoti namenjeno diskvalifikaciji Izraela. Potem seveda je bilo to v paketu tudi tožba proti Izraelu, ki je sprožila Južna Afrika in tako naprej. In seveda z tega stališča je Slovenija pridobila nek nuklearni pospešek v negativno smer, zato ker jaz sem napisal na univerzo v tistem času, to je bilo maja 24, poglejte ljudje, mi smo zdaj do sedaj, več kot stoletje univerza bila politično več ali manj, se pravi, vsaj kar se v demokracije tiče leta 90 naprej, je bila pač avtonomna. Zdaj smo se pa lotili tega in posledica tega bo, da smo prišli na muho Mosada. Ampak priti na muho Mosada, sem napisal, se pa vedno slabo konča. In točno to se je zgodilo in seveda
Zdaj pa, kar pa iz tega najhujše sledi, je pa to, da so ti ljudje zajeti neki prisluhi so pač njihovi sami, ki so jih sami delali, tako kot Ribič, Vesne Vuković in to. Drugi so pa domnevamo od nekoga, ki je imel interes te ljudi pritisniti, in je to odlično naredil, ampak to se je pa seveda poklopilo za volilno kampanjo in imamo zdaj seveda vedeli, ne bomo nikoli vedeli, kdo je bil zadaj in kaj je bilo. Vedeli bomo pa nekaj, Vedeli bomo pa nekaj. Da je bilo samo od teh posnetkov, mislim, da jih je 140, jih je bilo samo 10 pripuščenih v javnost. Moje mnenje je, da bojo ti ljudje, ki so na teh posnetkih cirkulirali po družbenih omrežjih, da bo to prej slej, recimo tisti, ki so volili zdaj, recimo, da 40% ljudi nad 65 let je volili za Svobodo, če bi bil jaz Svoboda, bi se zamislil. Bi se zamislil. To so volili ljudje, ki so bili v glavnem obveščeni, nepoučeni o tem, kaj se dogaja, ker so gledali večinske medije. Ampak ti ljudje imajo vnuke, vnuk ima prijatelja, ima to, in jim bojo pokazali, pač lej babi, lej dedi, lej kaj Bratuškova, lej, a vidiš kaj tale govori o Jankoviću, vidiš go, a res. Jaz sem prepričan, da ti ljudje niso glasovali za Svobodo, zato ker bi oni rekli vse, pola sebi, pola Šarcu, da je že v redu. Ne, zato ker niso vedeli, da to obstaja. In to se bo zdaj izvedeli. In ti ljudje, ki so iz slovenske politike na teh posnetkih, imajo podpisano smrtno kazen. Oziroma, tako je, kot sem tudi že večkrat rekel, kad v 19. stoletju niče in to, če dobiš sifilis. Na začetku ni nič, prve tedne gor dol, ampak na koncu je to smrtna bolezen, ki se konča z blaznostjo vsakega. Ne moreš temu pobegati. Ti, ki so na posnetkih, so dead man walking, politični mrtveci. Kajti to bo šlo naprej. Živijo v neke vrste digitalni večnosti, ki jih bo preživela. Ti pa ljudje, ki so na posnetkih, ki govorijo, in ti, ki so omenjeni na posnetkih, vprašanje pa seveda je, kdaj bo prišla naslednja serija posnetkov. Če bo leva vlada, da sem jaz Golob, ne bi vlade sestavljal. Kajti, ko bojo rekli prvi keks čez Izrael, bo naslednja serija posnetkov. Da so pa ti, kakšno nuklearno moč imajo ti posnetki, pa vemo potem, da so določili strukturo volilne kampanje, ki se pa sploh ni slabo končala za dve veliki stranki, predvsem za SDS. Oni so merili na SDS, ampak to, kar so naredili, so strnili vrste, so naredili bipolarizacijo, katere zmagovalca te bipolarizacije v zadnjem tednu sta bila SDS, predvsem SDS, ki je ogromno pridobila, pa Svoboda. Na račun manjših strank in na račun Logarja. To se pravi, ne rabiš biti obveščevalni genij, da ugotoviš, da je tukaj imel prste Bes Mosad, ki je pritiskal na Golobovo vlado. Jaz nimam teh dokazov. Mora biti, gre za dva različna spopada. Eden je verjetno se odigral tam tudi pri tej odločitvi vlade, presenetljivi dejansko, da ne grejo se pridružiti Južni Afriki v sporu proti Izraelu, ker je na drugi strani Nemčija pa Zahod. To je bilo veliko presenečenje. Jaz mislim, da tam dejansko je upravičeno razmišljati o tem, da je v ozadju bil tudi ta državni pritisk, tudi državne prave obveščevalne agencije, kar je recimo Mossad. Ne vem pa, kaj imajo. Ampak to hočem reči, ko govorimo o Black Cubu, ne samo eno pomembno razliko bi rad upozoril. Pri Black Cubu ne gre za obveščevalno organizacijo državno, to je laž. Tu je šlo za spopad na ravni, ki se je zgodil recimo že na Madžarskem. Imamo podobne organizacije, Soroševe pa druge, pa tele desne, kjer je recimo Black Cube tudi pomagal, ki se med sabo tepejo, da ne bi ena stran prevladala pa druga. V Sloveniji je ravno tak z druge strani potekal močen stojine financiran enak spopad, nikako več. In ti nevladniki so financirani iz stojine, iz pač leve strani, kot je Black Cube z desne, verjetno, ali pa z Izraela. Ampak je pa zanimivo, da v velikih medijih te posem jasno vidne zlorabe, ko je v kampanji direktno nastopila Nika Kovač, ki je financirana iz tujine, s tem velikanskim spinom na koncu. Nihče ni oporekal, nihče ni rekel, da je to vplivalo na volitve na nekorekten način in da recimo, ne vem, imeli smo ravno kar spor pred Vrhovnim sodiščem v Srebrne niti, da eni niso prijavili kampanje, pa so bili v kampanji, so zahtevali razveljavitev volitev, ne zahtevajo zaradi Nike Kovač zdaj za tile isti iz leve, da je treba razveljaviti volitve, ker so goljufali. Oni sami. Nesporno, po njihovih kriterijih, ampak vpijajo samo na neko drugo stran, pa še tam se izmišljuje in govorijo, da gre v bistvu za obveščevalno
tujo državo, ne, da bi naredili to bolj pomembno, da ogroža nacionalno varnost, ki je v resnici ni ogrožalo, ker ni šlo, vse kakor jaz vem, za dejavnost v resnici neke državne obveščevalne agencije, ampak za neke zasebne družbe. Zdaj, kdo je bil pa tam zadaj, pa jaz težko Je pa zanimivo, rečem. to, jaz sem pač včeraj, največ izjav o tem, kaj se dogajalo na seji Sveta za nacionalno varnost, je dal pravzaprav Janša, ne? Sej, na nek način je bil pač razumljivo, ki je bil nekako posredno obtožen. Ampak zanimivo je to, ne? Pač ta njegova izjava, ki potem nihče tudi ni zanikal, ne? Da v bistvu direktor Sove Jožko Kadivnik ni znal pojasniti, kaj je to kaj je zanj paraobveščevalna služba, ne? To ni znal pojasniti direktor Sove. Ker spinajo, ne? Ker hočejo reči, da je to bil zadaj država Izrael, napad na nas. Ker če rečeš, da je šlo za neko podjetje, ki je delalo pač neke posle na ravni tega, ne, potem to ni prepričljivo, potem to je noben napad na nacionalno varnost, ker tudi ni bil. Pa bo vsega celo kaznivo verjetno ni bilo. Ne. Večino tega so ti ljudje šli prostovoljno govoriti te stvari in so jih pač posneli prostovoljno in to v tujini. Jaz mislim, da je to kazensko zelo težko preganjati, tu policija imela velike težave. Ja, mislim, se zdaj pač razen pri paravanu slikovno snemanje, ampak to se preganja itak na v Belgiji je to šlo vse skozi na sodišču. Noben problem ni bil. Pa nas je šel Vizjak skozi, ne? Posledki Vizjak Petan. Če si ti šel nekemu tujemu investicijskemu bančniku razlagati o kriminalu, pa te je on posnel, on dolžen to prijaviti celo. Pri nam tudi. To je kaznivo dejanje, kar so ti ljudje razlagali. Oni so razlagali o kaznivih dejanjih. In to zelo konkretno, številke, imena, priimki. In te stvari je celo treba prijaviti. Zdaj, ko je naš predsednik vlade videl te posnetke, se bi on moral prijaviti te ljudi. Pa ni. Zdaj, če so res ti posnetki, če gre za ponaredke, je pa to čisto druga zgodba, ampak zdaj, glede na to, kako se odzivajo, ne, tu ne gre za ponaredke. Če Janković toži Nino Zidar Klemenčič, se pravi, s tem aktom priznava resničnost tega. Drugače pravi tožil. Ni več debat o tem, da so ponaredki, male še debate okoli tega, so bili zrezani, montirani in podobno. Skratka, to bo še zelo zanimivo. Mislim, da tudi Gamulin je dokazal, da tudi tu ni debate s tistim neverjetnim, da kakšna je frekvenca, se pravi, stikala v prostoru, ko daje elektriko, in kako to se vse zračuna, to se danes da, tako da je to autentično. Temeljno vprašanje, recimo, pa seveda, poleg tega, da je naša policija do konca zlorabljena, zakaj ni policija postavila enega samega temeljnega vprašanja? Oprostite, gospa Nina Zidar Klemenčič in oprostite, gospa Dominika Švarc Pipan, kdo pa je bil človek nasproti, ki vas je sprašal? Kdo je to bil? To je prvo vprašanje. Kdo je to bil? A je to bil poslovnež? A je to bil general? A to je bil Nobelov nagrajenec? A to je bil akademik? Kdo je to bil? A je to bil fuzbaler? Kdo je to bil? Katero organizacijo je ta človek predstavljal? To bi morali biti v naslednji sekundi. Ker se nista pogovarjali sama s sabo, se ni Dominika Švarc Pipan pogovarjala z ogledalom, pa sama s sabo. Nič od tega. Policija sploh ni. Kako bi bilo v Ameriki? Poglejte, kaj bi bilo v ZDA. V ZDA, da bi nekdo, da bi takle prisluh prišel ven, bi bili takoj pri županu, takoj bi ga pregledali, prečesali vse gor, nepremičninske posle, račune, bančne, vse bi ga preventivno zaprli in če bi bilo karkoli res, bi zginila oba, ona in on. Hočem reči, pa se ni zgodil popolnoma nič, razen, da se je naredil spin, ki pa seveda, ker ti levičari, jaz to vedno trdim, niso pametni. Izrael pa je. Zato sem jaz že 7. oktobra 23 se je ta zločin zgodil, dal na svoj Twitter pro-Izrael. Nikoli v svojem življenju nisem spreminjal svojih odločitev in svojega prepričanja. Izrael je pameten, oni niso. Ti se ne greš lotiti nasprotnika, ki je 1000-krat močnejši od tebe. Ena Slovenija, pa Izrael. Ti tega ne greš narediti, ki sploh ni do sedaj se razkrilo, kakšen pa je bil motiv te pro-Palestine oziroma free Palestine histerije. Razen da, moram pa še dobo več, da zaključam, za eno žrtvo, docent dr. Saška Štumberger, ki je seveda ta zgodba zdaj v javnosti, ki je rekla svojim študentom, se pravi tem militantom, jaz to dobro poznam, ker sem v isti situaciji, da ne podpre Hamas pa Palestino, pa to pa je rekla na predavanju, ki so bile pač palestinske zastave in tako, in to se je napisala, je rekla, jaz ne morem tega narediti, ne morem podpreti Hamasa, ker posiljujejo ženske. So ji dali negativno mnenje in zdaj že, ko je odstopila po
potem, ko je vlada odstopila od tožbe proti Izraelu in s tem, ko je status quo, jo je senat univerze ni podaljšal docentskega mesta, čeprav je velik strokovnjak, čeprav je bilo to protipravno in kljub temu, da je mati 3 otrok in ima doma še težkega invalida. Ampak zdaj to, da je vlada odstopila od tožbe, skupaj z Južnoafriško republiko proti Izraelu, ni se pridružila tej tožbi. Ni se pridružila, se oni še naprej tožijo. Že dolgo, že pred tem napadom so. Zato je ta odstop, oziroma to nepridružitev je v bistvu organiziral Golob. To se vidi zdaj, ko te podobnosti ven prihajajo. Se pravi, z Golobom se je moralo nekaj zgoditi. Tanja Fajon je sama večkrat, takrat, ko še stvar ni tako eskalirala, je rekla, da so bili pač določeni pritiski. Ko so odločili, ona komentirala mednarodnost, in tudi so agencije objavile, da se je to zgodilo zaradi pritiskov. In zgodilo se je v času, ko so se začeli objavljati ključni posnetki. Zlasti z unim Paravanom, Dejanom Paravanom, ki je govoril o Golobovih načrtih za privatizacijo Genija. Takrat se je to na nek način zgodilo. To je pač, in to zdaj Golob tudi na teh soočenjih ni znal natančno pojasniti, zakaj se Slovenija po novem ne pridružuje. Ni pojasnil, jaz in kot vidiš, mislim, da je možno, da je še kaj drugega bilo zadaj, da ni šlo samo za to. Možno je, da obstajajo še bolj nerodni posnetki. Druga možnost je pa tudi ta geopolitična. Glejte, tale spopad, ki je prej potekal v Izraelu, kjer so ga sprožili iranski proksiji, Hezbollah, Hamas, in kjer je naša vlada branila te iranske proksije, takrat je to bilo še nekje sprejemljivo, to so Palestinci, menda, bogi, čeprav so oni napadli, pa zagrešili gnusne stvari, neverjetne, kar zgodovina skoraj ni videla, je sprožil strašno vojno. Zdaj se je to preselilo direktno v Iran, odkoder je izviralo ves čas, ker oni so to plačevali, organizirali, vodili. Tudi napad se je zgodil na Putinov rojstni dan, mimogrede. In to je tudi Iran je zaveznik Rusije in Rusija zdaj pomaga. In zdaj nenadoma ta konflikt se je predstavil v čisto novo dimenzijo. Zdaj imamo direktno konflikt naenkrat zahod-vzhod. Res je, da je tu še v Evropi tudi precej težav zaradi politika ameriškega predsednika, ki je Evropo potisnil tudi hudo stisko s svojimi čudnimi idejami o Grenlandiji, pa z nej pomočjo pri Ukrajini. In zdaj ima Evropa tu pomisleke, da se malo distancira. Ampak vseeno je v tem takšnem direktnem spopadu iti na stran Irana, to za Slovenijo ne bi bilo po mojem modro. In to je tudi lahko bil pomislek vlade, če so njegovi svetovalci pametni, da mogoče pa ni da je zaradi, kako bi rekel, predvolilnih razlogov mora biti vendarle to ni pametno narediti, ker se ti lahko maščuje, ker lahko Američani udarijo nazaj. Konec koncev tudi Golob imel svetovalce v kampanji Američane, ameriško agencijo. Tuji agenti. To sicer zanika, Kukor, jaz vem, je kar res najbrž. Če res, ampak hoče biti, da zanika. Jaz bi rekel, da ne, jaz bi rekel, da odločitev je bila zgolj v vsebini tistih trakov, ki še niso bili prikazani. To je tudi, bi rekel, zato tudi, če smem še en komentar. Vsi predstavljamo, kaj imaš v misli. Tisti seveda, se so vedeli, se tok in tok ljudi, ki predstavljajo, bi rekel, ogrodje oblasti in moči v Republiki Sloveniji, točno ve, kje so bili, s kom so bili, kaj so povedali. Točno ve, samo ne ve pa, kdaj. Če ne drugače me je Dominika Švarc-Pipan dala na potke, kam ne grejo snemati. Ne, hočem reči, pa se veš, s kom si bil, in te so zdaj v smrtnem strahu. In to je zdaj nek en silovit preokret v slovenski politiki, po katerem ne bo nič več tako, kot je bilo. Po prvem posnetku, ki je bil objavljen, ne tem, ki se med sabo dajejo, pa Vesna Vuković v tej zborni slovenščini, ki je nepozabna. Tam itak ni Izraelcev zraven. Potem ne bo nič več, kot je bilo. Da sem jaz Golob, bi absolutno ne sestavljal vlade, zato ker ga bo imel na špakci. Za karkoli narediti, ker to je res teater marionet po teh posnetkih. In drugo, kar je pač to, da je golobizma v tem trenutku s temi posnetki konec. To, kar mi zdaj, to, čemu zdaj prisostvujemo, se lahko na nek način oddahnemo. Prvič, kar vemo formalno numerično, kot je Peter na začetku rekel, pa ti nimajo parlamentarne večine, kot so imeli recimo 4 leta nazaj.
In seveda, zdaj je tudi začrtan kurs. Zdaj tudi, če bi Golob postavilo to vlado, ta vlada imela čisto drugačen kurs, kot ga je imela prejšnja, kar bi bilo pač nemogoče. Glede na to, da bi jo, če bi jo hotel že sestavljati, bi jo sestavljal z levico. Ta levica je pa najhujša katastrofa, ki se je slovenski politiki po letu 41 zgodila. Jaz mislim, da si preveč optimističen, Peter, da je položaj dosti težji. Sam še eno stvar, eno stvar sam še ščitimo okoli tega Black Cuba, no? Pedno gremo pozaj na te manevre okoli nove vlade. Zdaj, če ste prav razumel, no, da to nekako obnovimo, pa zabetoniramo, tvoja teza je, da je pač Sova takrat zaznala obisk nekih Izraelcev tukaj, konkretno takrat decembra, drži to, ne? Tudi ugotovila, kdo so. To je vse legitimno, ne? Ja, to morajo delati za nacionalne varnosti. In so o tem obvestili predsednika vlade Goloba, ne? Da tu je še, recimo, vse zakonito. Da so šli k SDS-ju, so ga obvestili, tole je pa sporno. No, okej, ampak recimo, da so ga še obveščali o tem gibanju, ne? Ta del, ko so ga pa obveščali, da se dobiva z opozicijskimi politiki, da se eni iz Izraela dobivajo, je pa že sporno. Dobro, recimo, da je sporno, ampak potem je pa Golob to po tvoje lansiral pač ven, ne? Zato, da je to izkoristil v predvolilne namene. To smo videli, neki Kovač. Ampak zdaj me pa nekaj še zanima, Peter, pa Boštjan. Ampak se ti spomniš takrat, ko je Nika Kovač imela to tiskovno konferenco? Še isti dan ali naslednji dan je Jožko Kadivnik, direktor Sove, dal nekaj izjavo, da o tem ne ve nič, da pač ve samo to, da so Izraelci prišli, niso jih pa potem operativno spremljali. Ne? Zdaj pa naenkrat imajo neke operativne podatke. In kako? To je bilo dosti sprenevedanje. Ja, in menda, a sploh sprenevedal se je takrat Kadivnik? Jaz mislim, da je, oni dajo neke nejasne izjave, ki so pa funkcionirali v okviru spina, ki so ga namerno naredili in je to vedno, da to počne. In ni pač povedal po resnici, ampak je pomagal pri političnem spinu Golobu. Ja, samo zdaj po mojih informacijah je podobne izjave dejal tudi takrat, ko ga je obiskal Knovs. So jih pol različno interpretirali na opozicijski pa vladni strani. Ampak naj bi dajal podobne izjave, kot jih je dajal takrat po tiskovni konferenci, kar pomeni, da je nekomu lagal, ne? No, ali pa da je Meni je bilo zanimivo, kako so jih različno interpretirali, ker to vam dosti pove, ne? Takrat je predsednik Knovsa je rekel, da je zanikal, da bi se to zgodilo, medtem ko je predstavnik Svobode rekel, da je vse potrdil, kar je govorila Nika Kovač. Kar vam pove, odkot je Nika Kovač dobila informacije, samo šteti treba do 3. In to je naredil predstavnik vladne stranke, javno, on je znorel čez predsednika Knovsa. Zakaj je to naredil, jaz težko, razen se ne marajo, ampak s tem je sporočal neke druge stvari, ki so nerodne. Ne? Pa sej ni najbolj nerodna ta stvar, nerodna stvar je še posebej, ki izdajaš, kako bi rekel, na kak način Sova deluje, ne? To pa je nerodno. Kot se je takrat pri Ropu izdajalo, da uspešno prisluškujemo. Ne? Zdaj pa vsi tujci vejo, da jih Sova pod nam spremlja, še posebej Izraelci, in da bo to tudi uporabljala proti njim, da morajo zelo paziti, ker prihajajo v sovražno državo, ne? Kjer jih bojo probali uporabiti. To je, še posebej, če gre za ugledne ljudi. Ne? Gospod Aiden ni rekel, oseba, ki je nepomembna. Ne? To sem prej opozoril. Ne? On je tudi zdaj pri Gazi je v resnici dal nek predlog, ko je šlo že za vojno, ne? Kako bi tam probali skladu s humanitarnim redom vendarle rešiti stvari, pol so ga obteževali, da je bil za to za genocid, ampak tisto ni bilo sprejeto. To je bil ugleden predlog, tudi v televiziji, po celem svetu so to prenašali, tudi hodi na številne mednarodne institucije, ne? To so pomembni ljudje in tu kaj pa o tej taktiki, ne? Recimo, ne vem, kako ne temu rečem, ne? O tem postopku, da recimo direktor Sove pove, da so pač naznanili kazniva dejanja določena, ne, na generalnemu direktorju policije, pa na državno tožilstvo, ne pove pa, katera kazniva dejanja. Počeli so sum kaznivih dejanj. Oni sumijo, da so se zgodile in zdaj so policiji rekli, ne pač to preverijo. Okay, zakaj ne povejo, za katera kazniva dejanja ne bi šlo? To je spet popozarjeno, to je spin. To je spinanje. Spin je kaj? To, da to sporoča še čist navaden spin. Oni niso nič povedali, razen tega, da so pomagali Golobu ustvarjati nek vtis, da je opozicijska SDS grda. In še naprej to ustvarjajo, da bi v teh pogajanjih imel prednost. To je zloraba položaja. Če karkoli imajo, naj policija prišče, ker jo itak postavo vse šefe Golob
in so pristranski in bojo zbrskali in so že, če le morejo, če bi res kaj bilo, bi že davno tudi sprožili kakšne postopke. Ali pa bojo v kratkem. V medijih bi se pojavilo. V medijih bi se pojavilo. Tako da to je... to je vse... Mislim, naznanilo suma kaznivih dejanj, pa ne pove, za katera jaz bi samo tisto nadaljeval še dejanja. prej, ker se mi zdi pa zelo pomembno. Ne. Mislim, da si se zmotil tam pri tem, kakšne cilje ima Golob in kakšna je njegova vloga. On absolutno mora ostati na oblasti, zato da ohrani to, kar kažejo posnetki, to ugrabljeno državo. On je lutka, ki za njih to mora delati in ta zgodovina tega dogajanja, ne, ko je, kako bi rekel, ima neke skupine v ozadju večji vpliv kot oblast sama, ne, zelo dolga. To se je v bistvu kreiralo še v času LDS-a. Gregor Golobič je en glavnih arhitektov te državne energetike, pa trga, ki je državni Golob. Ne. Golob je bil v LDS-u. Na ministrstvu za gospodarstvo. Oni so določili pravila na področju energetike in pol so ga preselili točno v to področje energetike in celo preko gospoda Bavčarja, ki je takrat bil v GEN-I, ki mu je tu neke stvari pomagal. Ne. In to gre za eno celo omrežje, tu zdaj je nastavil... V Istrabenzu je bil Bavčar. Ja, in mu je pomagal Golobu na začetku kariere, ne, pri nekih stvareh, saj to je bolj ali manj znano. In tudi zdaj je Golob že vnaprej nastavil šefe SDH-ja, Telekoma, vsega živega, ne, da to omrežje, ne, paradržave ohrani moč in on mora se za njih boriti do konca. On nima izhoda. Kvečemo bo na mesto najde nekoga drugega, ki bo skušal te pridobitve, pa ne samo tukaj, tudi na področju policije, ki jo v celoti obvladujejo, tudi na področju medijev, ki jih obvladujejo, tudi na področju sodstva, ki ga pretežno obvladujejo, ne pa celoti, pretežno pa. Ne? Tu gre za resno igro. Jaz nikakor ne vidim rezultata teh volitev, ki je desnica dobila rahlo več kot velikansko spremembo, ki že odpravlja težave. Nikakor. To se ne smemo slibiti. To bo zelo težko. Jaz sem seveda po svoji naravi optimista, ne? In jaz nisem tega rekel, da je to zdaj kar. Pač jaz govorim samo, da pač to, kar nujno sledi iz tega, kar vidimo. Ne? Golob bo imel zdaj neskončne težave, ne, iz naslovov, ne samo teh posnetkov, ne, ampak iz naslovov tega, da nima parlamentarne večine in da to parlamentarno večino tudi ne more dobiti, oziroma in da tudi v današnjem času pač propulzivnih družbenih omrežij in paralelnih medijev, ki vse bolj nadomeščajo klasične medije, je to pač nemogoče skriti velike stvari, ne, in da je to ta pot, da boš ti kar podkupil, zdaj bomo mi kar Logarjevo stranko kupili, pa tisto stranko Stefanovića kupili, pa kar kako to zgleda. Iz Narodne banke bojo pripeljali kamion z 5 gorilami, pa šli v parlament, pa dali vsakmu poslancu €1 milijon. Kako bo to zgledalo? Tega ne moreš ti delati na ta način, kot recimo, ali pa ugrabiti enega poslanca, kot so ugrabili Cirila Pucka. Ker Cirila Pucka so dobesedno ugrabili. Čas se je absolutno premaknil. Ti nimajo več centri moči, so lahko še, lahko končam, no? Centri moči so lahko še, seveda v ozadju, centri moči imajo absoluten interes, da tranzicijska kontinuiteta obstaja. Vemo vsi iz teh oddaj, da se že 3 leta sprašujemo, ali bo Golob ali ne bo Golob. 1 leto nazaj je kazalo, da bo Prebilič. Golob je nadomestljiv, Golob ni večen. Tole, kar se zdaj dogaja, pa predvsem zaradi posnetkov, pa mene spominja na Napoleona in njegovih zadnjih 100 dni. A ne? Zato, ker je vsa ta zgodba tako globoko kompromitirana, predvsem pa zato, ker mi nekaj pravi, da ta zgodba o privatizaciji GEN-I-ja je nekaj, o čemer se bo pač zelo veliko govorilo. In drugo, ta celotna leva opcija je v strahotnem pad položaju. Ne? Zdaj, da bi nadomestili Goloba z nekom, s kom ga pa nadomestijo. Prvič se Golob ne bo pustil nadomestiti. Drugič, če bi to, kar je bilo zlato padalo, prvič sta tle 2 temeljni varovalki, kot bi jaz rekel. Ne? Ena zadeva Marto Kos, ki se seveda ne bo dala odgnati z tega krasnega zelenega pašnika polnega trave, kar tako, zaradi nekega udbovskega dosjeja. Druga, tej pridružena zadeva predsednico komisije Ursule von der Leyen, ki bi na tem mestu želela žensko. Tudi, če to skombinirajo in Golobu zagotovijo zlato padalo, se bo pač vprašanje GEN-I-ja, vprašanje balkanske privatizacije, vprašanje balkanskih poslov Goloba, vprašanje balkanske romunske identitete Goloba, seveda odprlo na mestu, na katerem bi si Golob najmanj želel, da se te zadeve odpirajo, na mestu pač v Bruslju, ko bi bil on evropski komisar. Ima še KPK?
Pa še KPK, to sem že pozabil. Ima še tožilsko zahtevo po sodni Pa preiskavi. še to, a ne, tako da je ta scenarij, se mi zdi, ta scenarij nerealen. Pa tudi, a ne, tako da je celotna levica je v veliki godlji, ne, in zdaj treba pač počakati, ampak jaz predlagam nekaj, ne, zakaj ne bi, a ne, našli tudi v tej poziciji neko konstruktivno rešitev. Recimo, moj predlog bi bil, če ne obstaja neko soglasje, recimo vsaj približno, da se ustavne sodnike volj po dvotretjinski večini, naj se te stranke, te poslanci, ki so bili zdaj izvoljeni, naj z dvotretjinsko večino določijo člane nekega telesa, ki naj konkretno predlaga, brez politike, kaj Slovenci zdaj potrebujemo izglasovati, narediti, kaj bi bilo za nas dobro. En konsens, ne političen, se pravi neko večino oblikovati iz vseh, nikogar ne izključiti pred tem, iz vseh potrebujemo, tole bi bilo dobro, sprejeti tale zakon, tole bi bilo dobro, pa tole bi bilo dobro. Probajmo z neke vrste dialogov, zato ker jaz še enkrat pravim, da se s temi prisluhi se določena doba slovenske politike neha in videli smo to že se pravi v nedeljo zvečer, da se je golobizem na nek način nehal, preprosto zato, ker je stranka bila kar krepko poražena, jih je dobila po nosu, ker ima v bistvu tretjino poslancev manj. Dobro, zdaj, Golob je zdaj učil, da je lansiral to idejo okoli vlade narodne enotnosti. Zdaj, po mojem je imel tak načrt, da v četrtek naredi snav, kar je tudi naredil, da tam z nekimi dokazi ali pa z medijsko podporo teh tako ne dokazov dodatno kompromitira Janeza Janšo, s tem upraviči, zakaj ga ni povabil na današnje petkovo kosilo v BTC, in je potem izdal to sporočilo o vladi narodne enotnosti, brez Janša. Pa vmes je zdaj še prišel NSI, ki je odpovedal kosilo, vmes je bila še izjava Anžeta Logarja, da nikoli ne bo šel v vlado z Levico, temu se je na način pridružil Resnica oziroma Stefanovič, in zdaj se je pa Golob res znašel v nekem položaju. Saj že to, da povabi na pogovor velika stranka, vse majhne stranke, ne pa druge velike stranke, to je smešno. Reči, da je to pogovor o vladi narodne enotnosti, je norčevanje iz terminologije. To ni vlada narodne enotnosti, to je vlada narodne neenotnosti. To je isto, kot je naredil tudi na ravni Evropske unije, ker je svaril pri tem, da so desne stranke v Sloveniji protievropske. Glejte, premijer se je v tujini zlagal. Naše desne stranke, SDS in NSI, sta izrazito evropski stranki. Podprli sta EU, vodili sta projekt EU in NATO. Te stranke, ki so proti EU in NATO, so v Golobovi koaliciji, Levica recimo. Tako da, Golob ima to težavo, da on terminologijo zdaj že tako močno zlorablja, da pa že vsi ljudje že pričakujejo, da bo govoril takšne stvari, ki so neodgovorne. Gledal sem včeraj, da socialna omrežja, Boštjan pa Peter, so bile salve smeha, ko je Golob lansiral. Salve smeha so, ampak hkrati pa ob tem, ko sem prej rekel, da ima tehna razlog, zakaj se bori, da mora ohraniti to paradržavo, globoko državo, kjer Levica v bistvu vse obvladuje, pa realen položaj, ki ga pa imajo z vsem tem, nikakor ni dober, je pa katastrofalen. Imaš to krizo, ki zdaj udarja iz Bližnjega vzhoda zaradi te vojne, zaradi katere je zmanjkalo bencina po državi, zaradi katerega so lahko težave z gnojili, s hrano, z inflacijo, z vsem živim. In v parlamentu nimajo večine, da bi lahko sprejemali ukrepe, ker so izgubili volitve. To pa je težava. In zdaj gotovo Golob se mora potruditi, da zbere, tukaj smo se pogovarjali v tistem Pucko prej, da v tajnem glasovanju, ki bo čez nekaj časa najprej o mandatarju, zbere 46 glasov. Takrat se je kupilo Pucka iz SKD-ja. Če mu to uspe, potem potencialno lahko doseže tudi to, kar je Drnovšek pol dosegel. Vse potem Drnovšek ni dosegel koalicije z SKD-jem, ker je bil Pucko, ampak z SLS-jem, z neko čisto drugo stranko. Kakšne so le posledice, je drugo. Razgledam to, da je to še vse odprto. Drnovšek je takrat govoril, da samo enkrat potrebuje 46 glasov. V resnici je potem naredil koalicijo, ki mu je to zagotavljala še zelo dolgo. Samo hočem ti to, imam še tukaj še nekaj, tako bom rekel. Pa prvič ni dobil. Malo se mi zdi, da na nek način se Golob vendarle zdaj ugotavlja, da se bo mogel posloviti, ampak po drugi strani pa se mi zdi, da bomo imeli še težave, da bo on sploh šel fizično za Gregorčičeve iz kabineta. Veš, ko je nekoč Steinbuch napisal, da se bo odpeljal predvsem z odzivanjem zdaj na te hud položaj, v katerem je država. Mi smo v to prišli z državo, kjer je Golob razmetal denar na vse konce, da bi dobil volitve. Porabo, rezerve,
dolgoročno dvignil plače, kar ne bo mogoče znižati, ne, povzročil strašne težave s tem, zdaj bo pa naenkrat čas, ko bi mogel z rezervami posredovati, da rešuje težave ljudi in teh rezerv ni, ker jih je porabil, da ne bi izgubil volitev, ki jih je vseeno izgubil, ne. In tudi v parlamentu bo zelo težko reagiral, še posebej zaradi tega, ker si zapira vrata do tistega, ki ga nujno potrebuje. To je do druge največje stranke, ki je ob njem, ne, ki je skoraj enaka, SDS. Ne. On jih zmerja z izdajalci, vpije, da so protievropski, ne, pazite, to so grobe, umazane žalitve, ne, in pol jih pa nujno rabijo resnici, da bi lahko na nek način v dobro ljudi vladali. Ne. To je precej nerazumna politika. No. Zdaj, jaz mislim, da se on ne namerava še posloviti, dvomim, in tudi Levica, ne, tu bo boj potekal naprej, so pa lahko zaradi tega hude težave za državo in to je glavni problem. Če nimaš dovolj glasov, da se staviš vlado, kam lahko gre ta boj, kot praviš? Kam bo šel ta boj? 46 glasov, ne, ta zadeva sploh ni tako enostavna, ne. Torej 46 glasov, ne. Zdaj tako, zato ker so interesi dveh strank, ki ne bi recimo zagotavljali to koalicijo Golobu, premo nesorazmerni in v prem nasprotju z interesi globoke države, ki potrebuje Goloba oziroma Golobovo večino, tako imenovano za ohranjanje statusa quo na njenem področju. Recimo interesi, to so seveda interesi Logarja, in Logarjeve stranke, ki je jasno povedala, da ne bo, to je Logar napisal, in sem pričan, da tega ne more kar tako preklicati, da ne bo dala glasov za zagotavljanje kontinuitete te politike. In če bi to naredila, je to pač bi naredil Logar politični samomor. Stevanovič, ki sebe definira kot suverenista in ki sebe definira kot predstavnika ljudi z ulice, tiste, ki imajo SP, ki so pač prodajalci, taksisti, gordol, ki so pač odvisni od svojih rok, on tudi tega ne more narediti, ne more podpreti organizacijo, ki je odvisna od rok drugih, ker bi s tem naredil politični harakiri. In Stevanovič in Logar, kaj si želita? Ona dva si želita obstati v slovenski politiki. Obstati. Stefanovič je človek, Logar je sploh, Logar je karierni politik. Stefanovič, to je res, ampak Stefanovič je človek, ki obožuje tole, sprav luči, kamere, govoriti, biti v središču pozornosti, to. Če on podpre interese tega močvirskega, anonimnega ozadja, za katerega vemo, da obstaja, direktno, bi rekel, odreže sebi glavo na ta način, da drže sebi svoje interese, in da postane to močvirje ti zagotavlja medije, ne? Pa tudi kakšne dobre službe. Ker tu zdaj se vidiš nekako, ta hip recimo ima ta Logar pa Stefanovič kar medijski mir, ne? Logarja so prej nabijali, ne? V Stefanoviču veš, kaj so vse govorili. Stefanovič je naredil ta rezultat, ko ga je vse to močvirje tolklo, odrezalo, ne vem, kaj vse z njim počelo, ignoriralo se to, je naredil ta rezultat. Tega rezultata v soju medijskih luči, s katerimi oni razpolagajo, pa ki so izredno relativne. Pa če ste videli, kako je bilo vabilo na kosilo, enkrat je bilo, enkrat ga ni bilo za Stefanoviča. Ne bi bilo več. On je naredil ta rezultat v absolutni opoziciji, ker je ravnal iz sebe samega. Zato, ker je bil glas ljudi, ki so deprivilegirani. Taksisti, šoferji, SP-jevci, prodajalci bureka in to. On ni ravnal v interesih Zorana Jankovića, Čeferino in tega globokega ozadja. Kje pa? On je ravnal v interesih ljudi, ki so nasprotni interesom tega ozadja. Zato je pa toliko dobil. In to točno ve. In če bo enkrat začel ravnati, če bo ti ljudje pogruntali, da on ravna po interesih ozadja, pa da je zato v središču pozornosti konec. To bi rekel, zdaj, da naš tole kosilo, kaže eno možno koalicijo v resnici. Tu je srečanje možne bodoče koalicije. Zdaj se bojo to odločili ali ne vem, ampak je preprosta. Poglejte, to je, zdaj, Svoboda pa sedanja koalicija je pač zgubila 13 glasov in s tem večino in rabi dodatne sile. 2 dodatni sili sta prišli na kosili. To so demokrati in prišla je Resnica. Skupaj imajo 11 glasov. Snemamo 5 kosilom, ne? Ja, lahko da še mogoče kdo ne pride. Nujna zahteva je, da pač nočejo sodelovati z Levico in to Golob sprejme. Zabriše Levico ven in za tema 2 strankama sestavi vlado in dejansko ima vlado, ki ima 46 glasov. To je načeloma dovolj plus manjšinca, 48 šipka, ampak hkrati ima v parlamentu še Levico, ki je v resnici tihi koalicijski partner, ki zagotavlja dodatne glasove in rezervo. Povrhu vsega, Levici v parlamentu, ker je opozicija dajo, kot so to naredili v prejšnjem mandatu, vodenje vseh nadzornih komisij,
da ne bo nadzora desnice, SDS-ja, NSI, prejšnjem mandatu so tako SDS onemogočili, ne, in s tem pač vladajo naprej, kot so do zdaj vladali, ne, pač sedanjo, tako rekoč, vprašanje pa, če se to izide. Razlogov, da se težko izide, je pa več. Prvič, vprašanje, ali bi to posamezni poslanci izvoljeni preživeli, predvsem pri demokratih. Lahko se zgodi, da ne vsi. Ne. Drugo je pa to, bolj dolgoročno. Mi imamo lokalne volitve v kratkem. Ne. Kaj to pomeni na lokalnih volitvah, ne, za te stranke? Kakšen rezultat bojo dosegle? In kaj bojo potem posledice, ne, če doživiš takoj zatem hud poraz na naslednjih volitvah? Ne? Če te to zmelje, pa nisi dobre poteze naredil in tudi za celo vlado ne bo dobro. Tako da to je kup računic, po mojem. No? Ampak ta kombinacija, ki si jo zdaj pač povedal, Svoboda, SD, demokrati, resnica se v bistvu najmanj pojavlja, ne? To je danes na kosilo. Dve stranki sta rekli, da nočeta imeti levico, ta je zraven. Je še levica zraven. Ampak to bo v resnici zraven, sem pač mogoče, vse to je že bila v času Šarčeve vlade, ne, ker so bili v opoziciji z koalicijsko pogodbo, da bojo to pa to skupaj naredili. Ne bojo imeli ministrov, bojo pa za to vse marsikaj drugega dobili, pa vpliv bojo imeli pa to. To misliš, da bi lahko, to po tvoje bi Logar lahko upravičil, kako? Po tvoje. Jaz mislim, da bo Golob to poskušal doseči. Ne, razumem, pa če bi Logar po tvoje to lahko upravičil. Ne vem, to pa pravim, da malo dvomim, ampak to je njegova odločitev, posledice bo moral sam sprejeti, če so sprejme ali ne. Ker vprašanje je, kaj so pa alternative. Ne? Alternativi sta pa dve. Ne? Ali da na drugi strani Janez Janša sestavlja vlado, ki bi jo podobno s težavami sestavil, ne? Tudi tam je treba neke kompromise doseči. Naslednja alternativa so pa predčasne volitve, za katere pa vemo, da se jih pa večina v parlamentu boji kot hudič križa in jih ti poslanci nočejo, ker izgubijo plače. Razen nekaj izjem, mogoče SDS si lahko privošči, drugi pa skoraj nobeden. Te male stranke pa sploh ne. Tako da tu se da gnest. In tu bo spopad naslednje tedne, mesece. Ja, jaz bi postavil samo eno vprašanje. Ne. Zdaj, če bi Logar in Stevanović hotela v koalicijo z Golobom, zakaj bi potem ves čas, pa še včeraj zadnjič oba decidirano izjavljala, da v koalicijo z Golobom, ker bo Golob predsednik, ne gresta. Ne, to nista čisto rekla. Tega Logar ni čisto rekel. Logar je to obrnil na levico. Ja. Pa rekel je, da ne bo dal svojih glasov zagotavljanju oblasti sedanjega trojčka. Ja, če ni levice, pa ni več ta trojček. Zdaj vprašanje, ali je sprejemljiv Golob. Tu je zdaj seveda to vprašanje, ker sem jaz rekel, da Logar... Se gre za finese, veš, Boštjan. Vem, ampak hočem reči, to, kar je Peter rekel, to je zelo temeljno, koliko od poslancev bi za to bilo možno angažirati in kdaj, a ne? Ti ne moš tudi, ne, pač mogoče kdaj bi, kdaj ne, ali gor dol. In drugo pa seveda, da tega pritiska psihološko Logar ne more zdržati. Mislim, zato, ker res recimo Logar je nekaj poznama, in on ni mazohist, on je zelo racionalen človek. Ne. Žal, mislim, Janez Pogrevc, to, kar vidim, to me spominja neke vrste mazohizem. Ne. Je pa tista druga zgodba, ki jo ima Janez Pogrevc. Ja, ampak to je zgodba za naslednjo fazo, ko se bo delala konec junija desna vlada. Hočem reči, je možno, recimo, ker sproža tak strelovod za vse nesrečen, ker strelovod za ta gnev ljudi. Zdaj, Logar bi bil pa 100-krat večji strelovod. Sam Logarjeva mentalna struktura ni mazohistična. Logar sebe vidi v slovenski politiki, on je od nekaj v slovenski politiki, on ni bil tako rekoč nikjer drugje v službi in on razmišlja seveda samo o preživetju. In Golobova koalicija in ta bes in gnev, ki bi se nam ga zlival ves čas, to gotovo ni alternativa za njegovo preživetje. Je pa zanimivo, kako so, recimo, reporter pač, se je približno enako, necenzuriran, je tam 10 člankov ima zapore pred volitvami v Logarju, zdaj pa kar presekali so, kada se nič, kada Logar... Osmimarec je utihno in ne zahteva več dokazov, da je prijatelj. Nika Kovač se je umaknila z osebnosti in podobne stvari, Mislim, zanimivo, kako se spreminjajo iz sekunde v sekundo te zadeve. Zdaj vidijo, kakšna propaganda je bila. Ja, to se dobro vidi, propaganda dogovorjena, tudi skoordinirana, lahko sramotno, ampak to je meni zanimiv fenomen, to sem tudi zadnje dni poslušal, mislim, da je bilo Tarči, ocena, da smo v naši državi na nek način zelo sprejemamo to in korupcijo in goljufanje, da smo del Balkana, pa Evrope in da imamo bojno. In malo je to res, da neka te odzivnosti, ki je značilna za te pravne evropske države,
Pri nam ni, ker smo iz socializma vajeni, da stvari ne delujejo po pravu. Pa ne vem, mislim, jaz se s tem ne bi strinjal, ne, jaz ne morem reči, da ljudje preprosto niso vedeli, ne, tisti, ki so zamižali, preprosto niso vedeli, v kakšni meri, niso jim bili ti posnetki prezentirani, ne, zato... Ja, se misli, da te posnetke konkretno niso predvajali večinski mediji, ne? Ja, seveda jih niso, oziroma so jih zelo malo. Včeraj so Tarči nekaj predvajali, to je bilo že nek dosežek v bistvu, ne. Ljudje ne vedo, ko bodo ljudje zvedeli, bo se potrdilo to, kar pravim, da je tole zdaj Golobovih, Napoleonovih zadnjih 100 dni. On je kot Napoleon v zadnjih 100 dneh. Zakaj pa to primerjaš z Napoleonom? Ja, mislim, zato, ker je bilo potem konec, ne, pa sej tudi ne moreš biti, ne vem, ne moram prihodnosti napovedovati, ampak neke konture sem videl, ne, se pravi, ko sem komentiral politično dogajanje pred volitvami, sem rekel, da bo volilna abstinenca na levici in ta je bila v ključni enoti Ljubljana center. Mi smo sploh pozabili, če bi bila volilna udeležba v Ljubljana center enota taka, kot je bila 4 leta nazaj, piši, če probalo, kot se reče. To sem jaz rekel, se bo to zgodilo. In drugo, kar se je zgodilo, sem rekel, da je Golob v vitalni, ko sem to govoril, tvojih oddajah, Golob je v vojni z vitalnimi plastmi slovenskega prebivalstva, kmetstvom, obrtniki, podjetniki, zdravniki, zdravstvenim osebjem, upokojenci in gor dol. In to se bo poznal. In seveda se je poznal, zato ker je vsa ta vitalna plast volila desno. 42% volilnih, torej odstotkov ljudi, ki so 42% ljudi, ki so volili Goloba, so upokojenci pa 65 plus. Ne? Hočem reči, to sem imel prav, ne? In zdaj se mi pa čisto ne zdi logično, kako bi iz teh parlamentarnih razmerij, ob tem, kar je rekel Peter, kar sem absolutno tudi njegovega mnenja, da boste zelo težko prepričali poslance, da bodo glasovali za svojo ukinitev. Je pa zanimivo, da ne bi kako bi lahko Golob plaval tle naprej. Ne bi pričakoval, da nek predsednik vlade, ne, ki je bil v vojni z vsemi temi sloji asituranji prebivalstva, ki je pač vsakega, ki je pač ni mislil tako, kot on je označil za fašista, pa ga je hotel nagrati za države, zdaj pride na idejo, da bo imel vlado narodne enotnosti. Ne? In to na sestanku, kjer je največjo stranko drugo izločil kot nedemokratično, pazite. Ne? Pa izdajalsko, vele izdajalsko. Ja, čeprav jaz ničemer ne vidim nedemokratičnosti te stranke, to si kar izmisli, ne? To diskreditira druge z neko lažnivo obtožbo. Ne? Kje pa je kak sodna odločitev o nedemokratičnosti? Gledajte, to je tudi nespodobno od nekega resnega politika pa šefa vlade, da na tak način nastopa. Glede posnetkov bi še to rekel, no, mene je presenetilo, ne, jaz sem omogočil na svoji spletni strani, v bistvu, da lahko ljudje pogledajo na tisti spletni strani, ki je to objavila. Ne. Potem pa tista spletna stran Korupcija 26, Anti-corruption, padla zaradi prevelikega prometa, ne, jaz gledal, da mi pa zdaj to ne dela. Ne. In sem rekel, ampak imam pa jaz downloadano pri sebi, ne. Zdaj bom to dal na YouTube, pa bom omogočil, mislim tudi ljudem pojasnil, da lahko pogledate preko YouTubea, ker tam ne dela, ker je crkno. In sem to objavil, da lahko ljudje pogledajo. Ne. Medtem je začela spet ona normalna stran delovati in več čas deluje, tako da itak lahko ti izgledajo, ampak medtem se je paravan iz GEN-I pritožil na YouTube, da, mislim, da je on to naredil, ker ne vem, če bi kdo drug lahko, da njegov posnetek mora biti umaknen zaradi tega, ker posega v njegovo zasebnost. Tam, ko govori o privatizaciji GEN-I-ja, pa o nuklearki, pa o tem, kaj so se tam dogovarjali. Res je, da je bilo posneto z njegovega osebnega stanovanja, mogoče je to razlog, ampak vsebina je absolutno v javnem interesu. Jaz sem tudi takrat ugovarjal YouTubeu z temi argumenti, ne, da gre za javno osebnost, izjemno pomembnega državnega direktorja, državno lastnino, nuklearko, mislim, lep del državnega premoženja, ki ga sploh imamo, ko država še tile upravljajo, ne, ampak so vztrajali, ne. Zdaj, YouTube je potem rekel, da mi bo celo obaknil ta posnetek do konca. Ne vem, če so, ker zdaj niti ne spremljam, ker itak deluje osnovno. Ta strani antikorupčni je pa še vedno. Je pa še vedno in zdaj tako lahko tam gledajo, tako da zadeva praktično nima učinka. Ne? Pa kaže pa to občutljivost, kako skušajo umakniti te posnetke, da se to ne bi videlo. Čeprav v resnici pri Paravanu jaz ne vidim, da bi on v resnici razkril kakšne nezakonitosti. Ja, to je verjetno zaradi tega, kot je prej Boštjan opozoril, da ljudje, ki so na teh posnetkih, so, Boštjan je rekel, se polični, ampak so verjetno tudi poslovno mrtvi. Oziroma, pač mogli bi biti poslovno mrtvi. On je razkril za državo zelo pomembne stvari, ne, o tem, da se je pripravljala privatizacija, tudi po svetu, o tem GEN-I-ja, ni pa govoril o nekaj, kar bi bilo kaznivo, da bi koga obtožil. Ampak zdaj je pa še zanimivo, to je zadnje vprašanje, kako so pa fenomenalno zginili posnetki, veste, Vuković iz medijev, ne? Čeprav so še vedno na spletu, na Facebooku in podobno. Ne? Ja, ti posnetki so pa nerodni za Sovo, ne? Pa za celo vladno koalicijo, ker tole pa se jim ne izide skupaj. Ja, oni govorijo o tem posredovanju iz tujine, tega Black Cuba, ki so bili tu novembra pa decembra, ampak ti posnetki so izpred enega leta pa pol.
To pa je staro. 23, Ja, še več, ne. Še več, še daleč pred temi sestanki. Kaki so pa tile Izraelci to zdaj dosegli, pa to posneli, da je to vpliv iz tujine. Ne? Kaj pa tu Sova delala? Ne? Pa če je to toliko staro, kak pa nič ne vejo, kdo je pa to tam snemal. A to pa nič niso spremljali. Spremljali samo SDS. Medtem ko Svobode, ko snema svoje lastne, pa nič ne spremljajo, ali kaj. Ne? Mislim, o tem govorimo. Ne? Tu jih dejansko spravi v težavo in vse to je mislim, celo Janša rekel po tem pogovoru, da je to dilema, ko je postavil vprašanje, kaj pa s temi posnetki, ne? Pa ne gre zgolj za Vukovičevo, gre tudi za še več, ne? Šetinc Paškovo, pa za Urško Klakočar, Klakočar. Pa še ena stvar, nekaj si že več, ne. Pa tudi zanimivo, tiskaj Janša rekel, si se rekel, da lahko preverimo pri vseh udeležencih včerajšnjega sestanka, da je nekdo ves čas sestanka molčal in je bil čist bled, ne? In postavil dobenega vprašanja. To je bil medal Luka Mesec, ne? Kako? Nisi slišal na tem sestanku. Ja, ok, no Janša je to včeraj povedal, ne, da je pač on je bil izrazito bled, da ni upal dobenega vprašanja postaviti, ne? Luka Mesec, ki je bil na seji. Kaj vas čas govorim? Kaj na posnetkih? Kaj bo vam prišlo? Kaj ko bo Smodej spregovoril? Kaj bo z Lukom Mesecem, ko bo Smodej spregovoril? To so vse vprašanja, ki zanimajo javnost. Ne? Pa da ne pozabimo tega, da pri Smodeju še vedno vse stoji. To je spet en klasičen dokaz nedelovanja oziroma političnega dirigiranja. V glavnem iz desnih, iz krogov pač te desno-sredinski politične stranke slišati, da bomo najverjetneje dobili vlado konec junija, ki bo desna in da se Golob počasi poslavlja. Ne? Mislim, Golobove ere je konc, pa to pove že volilni rezultat. Mislim, meni je zelo žal. Dobil je 13 glasov manj, nima večine, 12 glasov manj, se pravi, ne, glasovalcev v parlamentu manj, nima večine in je njegova ekipa na teh posnetkih, kar kaže, bi rekel, da ga imajo Izraelci na marioneto. To je pokazal ta odstop od tožbe proti Izraelu. Torej, kaj lahko iz tega zaključite? Jaz mislim, da je pred nami zelo napeto obdobje. To pa vsekakor. Hud spopad in razplet ni čisto jasno, kakšen bo. Jaz mislim, da je od možnosti tudi, da bojo, sicer se še nikoli ni zgodilo, pa takoj po volitvah znova volitve. Ne. Tudi to dejansko ni mogoče izključiti. Ne. Dobro, Boštjan, Peter, najlepša hvala za vajne komentarje. Vidimo se znova prihodnji torek, nova ura resnice, do takrat pa ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.